Soundgarden je festival, za katerega ste zagotovo v zadnjih parih letih večkrat slišali. Z mano v oddaji bo gostja, ki vam bo razkrila unikatnost festivala oziroma tisto, kar boste dobili in zakaj je tudi vredno prisluhniti najinemu pogovoru. Mateja, izvoli. Lepo pozdravljeni. Vljudno bi rada povabila vsakega od vas, da začne in krepi svojo kreativnost, svojo avtentičnost in v teh parih minutah bova z Andrejem malo odprla, kako lahko to začnete delati. Vabljeni. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moja kariera, kjer bomo danes govorili o enem takem zelo zabavnem zvočnem vrtu. Namreč moja gostja v oddaji je Mateja. Mateja, ti si ustanoviteljica, se pravi Soundgardena. Jaz sem prej namenoma po slovenu prevedel to zadevo. In verjetno marsikdo od gledalcev je že slišal v medijih v zadnjih 3-4 letih, se pravi o festivalu, za katerim stojiš ti in pa seveda tvoj del ekipe. Pozdravljena v moji družbi. Čau, hvala za vabilo. Z veseljem. Namreč v oddajah Moja kariera se z gosti pogovarjam, kako je sploh prišlo do tiste točke nekega preboja, veš, okej, zdaj pa dajmo početi to v življenju, ne? In se pravi, skozi kariero gremo čez neke mejnike in kako to, da si ti pristala, se pravi, na tej poti, katero pelješ sedaj? Ja. Se mi zdi, da vsak od nas, ki je vsaj malo radoveden, nenehno raziskuje, kaj je tisti njegov zakaj. Kaj je to, kar ti želiš doprinesti svetu in kako lahko to narediš skozi posel. Jaz sem vedno od začetka moje kariere, kadarkoli sem karkoli delala, sem delala na način, da probam pomagati ljudem, da probam rešiti nek problem. In tukaj sem videla, da je to moja stičiščna točka, da rešujem nek problem, ampak hkrati tukaj povezujem zelo zanimive ljudi, da presegamo klasične okvirje reševanja tega problema. In začela sem v kulturi, to je najbolj kreativen način dela, poleg medijev, po moje. Je to nekaj, kjer si lahko dovoliš malo eksperimentirati, malo greš izven okvirjev. No in potem sem rabila malo več strukture, sem šla čisto v biznis. Zdaj pa nekako sem ugotovila, da je mogoče moj najmočnejši point, da kombiniram kreativnost in biznis. Vseeno prej si meni pred snemanjem omenila, ne, se pravi, da tvoja pot se je začela, se pravi, čisto na drugem področju. Ampak ime vseeno festivala pa je povezan zelo s tem. Lahko malo poveš o teh tvojih začetkih in kako je se zgodil ta tvoj potem tudi preklop v čisto nekaj drugega. To se mi zdi dosti pomembno se pravi, za naše gledalce, a ne, da slišijo in razumejo, ker živimo v svetu, kjer res ni nujno potrebno, ne, da 20, 30, 40 let, ne, delaš eno in isto. Nekaj časa nazaj sem imel enega gosta, a ne, in je rekel, okej, pa zdaj delam to, pa sem zamenjal to, pa tretja dejavnost in tako naprej. Sem rekel, ja, ampak če pogledamo iz ptičje perspektive, ti še vedno skrbiš za ljudi, se pravi, da imajo dostop do tega, si pa seveda skozi tvoje 3 karierne pomike delal to na drugačen način. In to malo želim, se pravi, da opogumimo ljudi, da naj začnejo živeti življenje. Ne, to je ful lep point. Se mi zdi, da premalokrat razmišljamo o tem, kaj je naša ključna vrednost. In to, ko si rekel, ponavadi so vse smeri vodijo v eno, vidiš, kje je tvoja stičiščna točka, jaz pravim, tvoj center, iz katerega ti deluješ. Ampak ja, moja pot se je začela v glasbeni industriji. Jaz sem bila glasbeni menedžer, booker, PR-ovec, pač vse, kar se tiče glasbe, ampak že takrat
je bila to odločitev, ker sem spoznala tudi osebno glasbenike, ki so rabili pomoč. In jaz pač, ker sem oseba, ki je zelo hitro reagiram, moj način dela je, da hitro reagiram na vse, kar se dogaja okoli mene, sem postavila svoj prvi SPS za glasbeni menedžment. In v kulturi, kultura mi je še vedno blizu, v kulturi ustvarjam že več kot 10 let in na vseh področjih, od glasbe, filma, knjige, plesa. In sem videla in prepoznala kreativni potencial, ki lahko ima poslovni, še bolj strukturiran vidik. Ko sem šla potem na podlagi tega to raziskovati v podjetništvo, vodila sem hostel, bila sem del inkubatorja, bila v 8 startupih, 4 so bili moji, sem pa ugotovila, da je vrednost kulture tako močna in če to vpeljemo v biznis, če to vpeljemo v kariero, ima lahko neke zelo inovativne, out of the box, drugačne načine dela, ki bojo spodbujali to, da smo radovedni, da delamo drugačno. Tako da. Ja, ker ravno to je, ne, na nek način ljudje, se pravi, iščemo, ne, tudi nas veliko krat vprašajo, ne, kaj novega, kaj nam lahko novega predstavljate, kaj trendi, ne. Čeprav recimo, ko želimo mi preoblikovati ali bodisi vedenja ekip, ne, oba dva zelo dobro razumeva, pred vsakim vedenjem je razmišljanje, a ne. In odvisno od tega razmišljanja je vse ostalo, a ne. Se moramo vedno najprej vrniti k temeljem, pa potem postaviti neke skupne poti za naprej, ne. Ampak če bi rekla, recimo zdaj za toliko let nazaj, jaz mislim, da sem 2 leti nazaj prvič slišal za Soundgarden, a ne. Ta prvo leto zagotovo, ne, a ne. Tako da zdaj bo 4. leto ali 5? 4. Ok, se pravi, sem glih nekje in zagotovo tudi marsikdo od naših gledalcev prej ni slišal, zdaj pa je in kako se je to sploh zgodilo, no? Kako si sploh prišla do te ideje povezovanja, ok, malo mi je razumljivo glede na to, kaj si prej počela, ampak vseeno. Ja, jaz sem šla dosti inspiracije iskati tudi v tujino. Bila sem del, preden je postal tudi glasbeni dogodek Ment, je obstajal Slovenski teden glasbe, ki je bil eden moj prvi projekt. In že takrat se je zgodila ta želja, da združujem poslovni pa kreativni sektor. Samo zelo bolj na specifičnem področju. Trenutno je pa potem to prišlo do tega, da želim opolnomočiti posameznike, da spodbujajo ta svoj radovedni vpliv, da si dovolijo igrati, da ne pozabijo, da je njihova vrednost v tem, da se nenehno učijo, izobražujejo, iščejo nove vzgibe. In imamo dosti konferenc ali pa retreatov ali pa festivalov kot takih, ampak nobeden od njih ne združuje vse te elemente v enem. Greš ponavadi na retreat in govoriš o osebnem razvoju ali pa greš na neko konferenco in se učiš in imaš zelo jasen urnik in networkaš. Greš na festival, kjer se čisto sprostiš, pa imaš samo muziko. Mi imamo vse to. Poleg tega je pa to še v naravi. Odzunaj, na prostem, poleti, ob jezeru, tako da greš, skočiš v jezero in potem narediš posel z enim podjetnikom, ki razmišlja izven okvirjev tako ti. Ponavadi to traja koliko dni? 3 dni. 3 dni. 3 dni. Wow, to je kar velik zalogaj organizacijsko. Koliko ponavadi ljudi sodeluje? Spomnim se recimo, ko je poslušal sem en intervju za Ladota Bizovičarja, ki je v Storicah imel, a ne, ker je rekel v bistvu za mano, se pravi 400 ljudi je, se pravi, koordiniralo vse to, koliko recimo pri tebi, verjetno številke so kar ljudi. Si jih kdaj preštela? Sem. Zelo dobro, da si omenil tudi Ladota, ker tudi na tistem projektu sem sodelovala. Super. Ja, ekipa nas je približno 20. To je core ekipa. Brez ekipe ni nič. To bo povedal vsak, ko je delal kakršenkoli projekt. Pa ne samo zaradi tega, kakšna so njihova znanja, ampak tudi zato, kako oni razmišljajo, ker je pol čisto vsak dogodek, vsako leto je tudi zaradi tega drugačen. Kako ga postavljamo, kako ga zagovarjamo, kako rastemo drug z drugim v tem noter. Tako da ekipa je 20, potem se nam pridruži
nekje še 20 ljudi pred festivalom, pol imamo pa še vse ostalo, kar je zunanjih izvajalcev in partnerjev in tako naprej. Ne. Super. Midva sva se ravno ogrela, da imava zdaj ta prvi del, se pravi, kaj so neki razlogi, zakaj smo počeli in pa v bistvu, zakaj si sploh skočila na to pot. A ne? Tako da, dragi gledalci, naredimo eno kratko pauzo in midva z Matejo sva kmalu spet nazaj. Skozi karierno pot vedno pridemo na neke mejnike. In včasih nas tudi kdo vpraša, a boš to zdaj delal do konca življenja? Ali je to mogoče samo en del karierne poti, se pravi preskok na drugo stopničko? A ne? Kakšen je tvoj pogled oziroma kakšna je vizija Soundgardena, ki ga ti zdaj vidiš tako? Se pravi, vidiš, čutiš, doživljaš? Po moje bo čist vsak ustanovitelj rekel, da ko nekaj zaštarta, pa ima vizijo za to 5 let, se v tistem času že milijonkrat ta vizija spremeni in čez 5 let imaš popolnoma spet nekaj drugega. Jaz mislim, da te more stvar, ki jo delaš, drivati. Ne vem, kako se... Ja, drivati. Ja. Mora te gnati do tega, da ti delaš spremembe. In dokler je to, si super. Ko enkrat ti vidiš, da ne moreš doprinesti več, da je preveč utrijajoče, da ne daješ več sebe noter, jaz mislim, da je čas, da pivotiraš. In zato mi je tudi Soundgarden super, ker si dovolimo, da je to polje raziskovanja. Pred 3 leti nisem bila jaz ista oseba, čez 3 leta ne bom. Ampak mi daje Soundgarden pogum, da preizkušam nove stvari, da iščem, kaj je še zunaj, kaj lahko naredim. In čeprav je to težko zdaj, na dolgi rok to pomaga, ker pač življenje je turbulentno in vedno bo spremenjajoče. In če bom delala čez 5 let še Soundgarden, mogoče ga bo prevzela ekipa, mogoče ga bomo delali v LA-ju. Dovolimo si sanjati in dovolimo, da nas to raziskovanje, kaj še lahko pelje kamorkoli. Se pravi, bi rekla, da je premagovanje nekih okvirov, meja, ne, je to nekaj, kar v bistvu v končni fazi kreativa konstantno dela, ne? Ja. Je, pa še to je, kar se mi zdi, da marsikateri kreativec v svojem začetku ne razume, da delati kreativo pomeni imeti disciplino. Ker ko si na začetku iskanja tega, kaj je tvoja srčika in verjameš, da si ti kreativna oseba, se velikokrat izgubiš v tem, da mora priti ta kreativa, da se moraš usesti pa delati. Ampak na koncu najbolj kreativne ideje pridejo, ko imaš strukturo, ko imaš zelo jasne cilje in znotraj tega si dovoliš to ustvarjanje. Ne? Ampak vseeno, če pogledaš malo to vizijo, ki jo imaš, se ponovadi je vedno tako, ne? Mi v podjetništvu ali pa recimo tako, dostikrat se pogovarjamo, moraš imeti smart cilje, ne? To je kamorkoli prideš, jaz kamorkoli v katerokoli podjetje kot trener, coach pridem, ne? Smart. Ok. Ampak po drugi strani, ne? Pa potem, ko se pogovarjam ali bodisi s posamezniki ali pa s podjetniki, ne? Mi veliko večje število odgovori, vse se je zgodilo nekako spontano. Ja, se potem prihajaš do strukture, ker jo moraš imeti, ne? Ker drugače ne moreš organizirati stvari. Ampak vseeno, a ne, med kreativo pa med nekimi omejitvami, a ne? Kako si tukaj pomagaš? Imaš kakšno tehniko, kakšno zadevo, ki bo zagotovo za marsikoga zanimiva? Jaz vedno tako rečem, ni nujno, da to deluje za vsakega, a ne? Ampak dajte saj preizkusiti, ne? Ja. Ne, zelo dobro je to, kar si rekel. Velikokrat kdo reče, da v sanjah dobi vizijo ali pa idejo, ali pa pod tušem, ali pa tako čist nepričakovane lokacije. Gre samo za to, da vedno ohranjaš priložnosti, kjer se ta kreativa lahko zgodi. Ti boš postavljal temelje, pa KPI-je, pa smart cilje, ampak če ti ne daš ljudem prostor, da oni lahko
imajo trenutke, kjer ustvarjajo, kjer se igrajo, kjer so svobodni, brez omejitev. Lahko je to 2 uri na dan, blokiraš. Eni pravijo, imej creative date vsak teden, pa spet sam ven, pa raziskuj stvari. Ampak tudi to je planirano. Vse dobre stvari se načeloma zgodijo, ker si daš čas in prostor zanje, ni pa nujno, da bojo pol takrat se zgodili, ampak daš jim prostor, da grejo free. To je tudi v umetnosti pa v ustvarjanju. Ti vzem list papirja, vsak reče, jaz ne znam risati. Vzem list papirja, čečkaj. Jaz imam rutino pisanja dnevnika zjutraj, po eni knjigi Umetnik v tebi, kjer vsak dan napišem 3 liste zjutraj. Pa lahko napišem gor, ne vem, kaj naj danes pišem, ampak je vedno ista ura, vedno so 3 listi, znotraj tega okvirja vse je dovoljeno. To se mi zdi smiselno, kar si tudi omenila, ne. Jaz recimo pri svojem delu, pa tudi zase seveda, ne, sem ravno to ugotovil, ne, ker ko ti imaš jasne fokuse, ne, ti potem recimo, ko se sprostiš, in zato je tudi recimo tuš ena taka najbolj naravna bom rekel, metoda, ne, enostavno misli kar prihajajo, tak, ker v bistvu telo pade skupaj z možgani, ne, v sproščeni modus. Ne. In jaz dosti prakticiram te metode, tudi ko delam z ljudmi, ne. Vsakemu definitivno priporočam knjigo Hitro in počasno razmišljanje od Kahnemana, ne. Se pravi, da začnejo ločevati ta čas, ne, ker pri meni sam tudi vidim, no, da nekje pol ure, 45 minut in potem, ko ta v bistvu kreativni del zaštarta, ne, potem rabiš skoraj nekoga, da bi v bistvu na rdeč gumb pritisnil, ne, stop, ne. Ampak to je tista zabava, ne, ker ravno na ta način jaz velikokrat rečem, ne, začni razmišljati, o čem razmišljaš, ker to vpliva na vedenje, a ne, ker marsikdo reče, jaz nimam ideje, jaz nisem kreativen, ne. Vsak od nas ima tega otroka, svobodnega otroka v sebi. Ja, res je. Preveč smo strogi sam do sebe. Prevečkrat si rečemo, jaz ne znam ali pa ne zmorem. Tudi hoditi nismo včasih znali, pa smo se naučili. Jezik smo znali samo slovensko, večina od nas zna zdaj še angleščino. Torej, to je samo skill. Ti se moraš pač odločiti, kaj je te prioriteta in na tem graditi. In ne se primerjati z nekom drugim. Ti si na svoji poti. Ti se lahko primerjaš samo in izključno s sabo. S tem, kjer si ti zdaj in vidiš napredek. In če redno spremljaš ta napredek, boš pogledal nazaj in boš videl, da je ta napredek narejen. In to, kar si zdaj povedala, je eden izmed ključnih elementov, ki mislim, da bi ga mogel vsak spremljati, ne, v smislu skozi svojo neko kariero. Ker jaz vedno tako rečem, ne, ni nič narobe, če ti imaš problem, če imaš izziv, če imaš težavo. Problem je, če imaš čez 12 mesecev isti problem ali enak problem, kar pomeni, da se ti nekaj pojavlja, a ne. In seveda potem je smiselno neke stvari spremeniti. Če bi tako rekla, kaj je recimo tisto, v čemer si ti s tvojo ekipo toliko drugačna, a ne, da v bistvu iz leta v leto pridobivate na prepoznavnosti, popularnosti? Ja, velikokrat nekdo, ki pride prvič na festival, reče, to je pa čisto en drugačni ljudje so tle. In mislim, da je predvsem ta skupnost, ki raste organsko z festivalom Soundgarden, najmočnejša. Tukaj govorimo o kreativcih, vizionarjih, iz področja od marketinga do tehničnih ved, čist zelo različen kaliber po poklicih, ampak s isto vrednoto, jaz hočem več. Jaz vem, da sem tukaj, kjer sem, je fajn, ampak vedno hočem še nekaj probati, nekaj se hočem naučiti, nekaj hočem preskusiti. In Soundgarden je res pač super polje, kjer si lahko avtentično ti, točno tam, kjer si zdaj. Opolnomočimo te na osebnem področju, da se naučiš,
kako biti boljši kako boljš poslušati, kako boljš voditi time, mogoče kako boljš javno nastopati. Po drugi strani ti damo pa neke orodja, pa ljudi, s katerimi boš lahko oblikoval svojo poklicno pot tudi tle. Super. Jaz verjamem, da bova v zadnjem delu, ki bo kmalu po tej kratki pauzi, z gledalci najdeva tudi kakšno tako res stično inspiracijsko točko, ne, da vzbudiva razmišljanje, da začnejo gledalci razmišljati, kaj pa, če bi jaz res mogoče prišel na Soundgarden, zato da ta malo radovednosti vzbudiva in naj pridejo, naj si sami prepričajo, a je res to možno in doživeti vse te stvari, ki jih tudi vidijo tukaj v ozadju. Se vidimo kmalu po kratkem premoru. Všeč mi je, ker skozi pogovor se dostikrat dotakneva te besede kreativa. In ravno kreativnost nam pomaga, ne da smo en korak pred konkurenco, ampak da smo v bistvu nekaj korakov pred konkurenco in tukaj se počne zabava, v bistvu premikanje meja. Kje ti črpaš to inspiracijo? Ful si lepo povedal. Ne samo, da si par korakov naprej, ampak si unikatno ti. Noben drug, z znanjem, ki ga imaš, z načinom, kako delaš, nihče drug ne more narediti isto stvar, kot jo narediš ti. Lahko samo kopira, pa še vedno ne bo ista. Še vedno samo ti lahko narediš to, kar narediš. Jaz črpam iz ljudi, s katerimi delam. Na srečo sem imela to priložnost, da je v zadnjih 15 letih moje kariere sem spoznala ogromno enih ljudi iz zelo, zelo različnih področij. In mene glava in razmišljanje posameznikov zelo navdihujeta in mi dajo možnost zamisliti. Priznam pa, če smo vsi iskreni, da nam je nova tehnologija tudi pomagala malo izoblikovati naše misli. In bi bilo škoda, da je ne uporabimo. Jaz verjamem, da nam koristi lahko, ne samo zavira. No, ampak sej, ravno, ko si zdaj to omenila, ampak veš, nekdo reče, ja, ok, kje naj zdaj jaz uporabljam umetno inteligenco. Seveda jo lahko, se pravi, da stimuliraš svoj način razmišljanja. A je to res samo to, a ne? A mogoče obstaja še kakšna druga opcija, tako da to je definitivno. Ampak vseeno, omenila si tudi, da začenjate tudi s Soundgarden nekimi turnejami. Daj povej kaj o tem, kje vas lahko vidijo, lokacijsko. Ja, mi smo začeli s programom Soundgarden na turneji z našimi lokalnimi ambasadorji in imamo 5 različnih lokacij po Sloveniji z namenom, da ljudje, ki mogoče še ne vejo ali pa so prestrašeni ali pa ne vejo, a je Soundgarden za njih, pridite pogledati, pridite se z nami družiti, poglejte, kaj vse ponujamo in bo potem mogoče lažje odločitev, da se nam pridružite na Velenjskem jezeru med 26. in 28. junijem. Se pravi, ta turneja, ki je, v bistvu, kakšno največjo korist bojo ljudje imeli? Daj nam to malo razloži. Kaj je v bistvu korist? A veš, recimo, če jaz rečem, zdaj omenila si med 26. in 28. junijem, to je za marsikoga, recimo, nemogoč termin, recimo iz moje perspektive zagotovo, ampak vseeno, a veš, kaj so tiste stvari, ki jih bojo dobili ali skozi turnejo ali v bistvu skozi stvari, kaj je vaš cilj? Ja. Predstavili smo 5 preddogodkov, ki nakazujejo, kaj Soundgarden je. Trajajo sicer zelo kratek čas, 4 ure popoldne, after work, tako da je super. Nakazujejo pa strukturo Soundgardena. Imamo en zanimiv pogovor, imamo eno delavnico, networking,
Hkrati smo pa z Kickstarter Slovenija odprli prostor za pičanje najbolj zanimivih družbeno koristnih projektov, ker želimo iz vsake regije, iz vsakega tega dogodka izbrati enega, ki bo potem z Nikom Klanškom, osebo, ki je naredila najboljše kampanje v Sloveniji, naredila bootcamp, zato da bodo lahko lansirali te kampanje na Soundgarden in dobili mednarodno prepoznavnost in podporo. Wow, wow. Ja. In to je verjetno tudi to, ne, kar si tudi sama rekla, že na samem začetku, če se prav spomnim, ne, to, kako v bistvu dati sebe noter, ne, da se v bistvu ljudje lahko prepoznajo, najdejo sebe ravno skozi to kariero in da si dovolijo, mogoče klišejsko se sliši, ne, razmišljaj izven okvirja, ne, ampak da si vsaj iz te radovednosti rečemo, ok, kaj pa če je možnost, da je še lahko kaj drugače? Sliši vse klišejsko, ampak to ti daje svobodo za prihodnost. Pa je lahko to minimalna stvar. Lahko je, ne boš šel vsak dan po isti poti v službo. Dobil se boš enkrat na teden z nekom, ki se mogoče drugače ne vidita celo leto. Enkrat na teden si narediš nekaj, kar je drugače. Majhni okvirji, vsak ima svoj prostor, v katerem lahko ustvarja. In videli boste, koliko se vam bo življenje spremenilo, če si boste dovolili narediti nekaj, kar niste še nikoli. Ponosni boste na sebe, boljše odnose boste imeli, bolj boste sprejemali tudi ljudi, ki razmišljajo drugače kot vi, kar je tudi za neko družbo, v kateri hočemo odraščati, da bo odprta in empatična, zelo pomemben vidik, ne? Tako da dovolimo si, ko se staramo, da se ne zapremo v kalup znanega, ampak gremo v raziskovanje novega. In tako nas življenje ne bo v neko centrifugo peljalo, ampak nam bo dalo možnost, spremembe so in it's ok. To, kar si zdaj omenila, ne, ravno to metaforo v bistvu centrifuge, ne, ali pa mogoče za koga tudi iz finančne perspektive gledano, no, te podganje dirke. Ne. Ravno to je. Ne. Nekaj časa nazaj sem spoznal eno podjetnico, se dobiva na kavi in mi razlaga, naprimer, ok, imam takšno in takšno težavo in tako naprej. Ne. Je rekla, v metafori imam občutek, ne, kot da se v krožišču, ne, konstantno moram iti v drugo smer, ne, ker krožišča grejo v drugo smer. Jaz sem energijsko šel normalno v desno, ne, kar mi je bolj naravno. Ne. Se pravi, je rekla, enostavno imam občutek, da se vozim v krožišču. In ne vem, kaj naj naredim, da pridem ven. Ne. In moje besede so ravno bile, izven okvirjev njenih. Daj pritisni gas do konca, da te enkrat že centrifugalna sila vrže ven. Jaz ne vem, na katerem izvozu, sam naj te vrže ven. Ja. In tako bila šokirana, ravno to, kar ti praviš. Ne. In iz tega stališča so taki dogodki res tako, bom rekel tako, za marsikoga res velik tako miselni preskok omogočijo. To je naša vizija, to je naša želja. Ja. Ker ideja je bila, rekli so, življenje pa delo, da postavljaš v ravnovesje. Jeff Bezos, sicer mogoče ni najboljši primer, ampak on je rekel, ne obstaja ravnovesje, obstaja harmonija. Mi danes ne moremo več sebe ločiti od tega, kar počnemo. Sploh me bo razumel vsak podjetnik. Jaz sem podjetnica že celo življenje. Ne gre, da ti končaš in nehaš razmišljati o svoji službi in greš domov in zapreš. Pač tega ni več. Torej, moraš biti ti zadovoljna oseba privat in v službi. In najti načine, kako ti lahko te stvari, ki se dogajajo, se jih popestriš, narediš drugače. In to je samo raziskovanje, iskanje novih načinov. In mi omogočamo, da se naučiš na enem prostoru v 3 dneh 30 različnih stvari. In malo poskušaš tega, malo poskušaš onega in si delaš življenje bogatejše. Tako da bi lahko rekla, da je Soundgarden festival kot v bistvu eno potovanje s križarko.
pri kateri v, ne vem, 7, 8 ali pa 10 dneh, a ne, hitro greš, se pravi, na vse različne lokacije, si ogledaš mesto in potem ugotoviš, aha, ok, sem se pa želim ponovno vrniti, se pravi, ali pa to je mogoče eno izmed področji ali pa dve področji, na katerem je pa res zadnji čas, da nekaj naredim. In ravno Super to. primerjava. Ja. Nismo imeli še take, ampak ja, je dejansko na tak način sestavljeno kot neki puzli, kjer preizkusiš, kjer dobiš priložnost, da preizkusiš toliko enih različnih stvari in pa vidiš, ja, mogoče bi pa to rad raziskoval še boljše, preko 60 vodnikov, mi jim pravimo vodniki, govorci so na festivalu, ki te bojo potem peljali naprej. Super. Hvala ti za tvojo družbo. Preden midva zaključiva ta čist zadnji del, mogoče še kakšna misel, kreativna, ki se ti je tako zdaj. Pritiska, ne? Ja. Ja, Včasih ga rabimo malo. ja, jaz mogoče bolj kot kreativnost spodbujam ljudi, da v svojem življenju, ki postaja vedno bolj uniformiran, vedno bolj v linearni liniji, išči svojo unikatnost, izraža svojo avtentičnost in s tem boš našel ljudi, ki ti bojo pomagali, da živiš boljše življenje. Hvala. Dragi gledalci, drage gledalke, naj bo ravno festival Soundgarden tista vaša unikatnost na vaši stari ali pa mogoče tudi novi karierni poti. Mi pa se kmalu vidimo v naslednji oddaji. Hvala. Hvala ti za družbo. Bravo.